Kot rečeno, je naslov mojega prispevka Umetnost kot vzgoja za odgovornost, kar pomeni, da bi vam nekako želel predstaviti, v čem si jaz predstavljam oziroma kaj vidim kot nekako glavno izobraževalno oziroma vzgojno funkcijo likovne umetnosti. In mogoče bo tisto, kar bom povedal, res mogoče malo izpadalo iz tistega uveljavljenega koncepta, kar se pod umetnostjo mogoče smatra. Zdaj, ta moj referat je nekako treba gledati v bistvu s treh zornih kotov. Sem slikar, sem likovni teoretik, pa sem nekdanji dijak. Tako da govoril bom torej predvsem o likovni umetnosti, pri čemer pa nekako smatram, da je ta pogled na umetnost, vzgojni pogled na umetnost, mogoče aplicirati tudi na ostale vrste umetnosti. Kot drugič, ker sem nekako likovni teoretik, likovna teorija je pa zelo interdisciplinarna panoga, bom v tem svojem prispevku tudi malenkost filozofski na nek način. In kot tretje, ker sem nekdanji dijak, bom poskušal seveda v tem svojem prispevku tudi na koncu narediti neko sklic oziroma ponazoriti nekako svojo izkušnjo z likovno umetnostjo oziroma predvsem tega, kar bom povedal v odnosu do tega teme simpozija, ne dialoga med umetnostjo, med vero, umetnostjo in znanostjo. Dobro. Umetnost je ena izmed oblik človekovega delovanja v realnosti. In kot je prepoznal že Aristotel, naj bi bil vsem človekovim delovanjem skupaj nek generalni smoter. To skupno intenco vseh dejavnosti, smisel življenja, je temu dejal duhovnik in filozof Janez Janžekovič, ponavadi označimo kot delati dobro. Seveda, postavi se vprašanje, kaj sploh pomeni realnost in kaj pomeni delati dobro v realnosti. Človek lahko dela dobro v realnosti takrat, ko nekako potrjuje življenje oziroma potrjuje eksistenco sebe in soljudi. To pa lahko počne le, če se lahko svobodno odloči, da tega tudi ne počne, torej da dela slabo in deluje proti življenju. Izvori človekove svobode so, kakor sam vidim, in če se nekako navežem na filozofa Paula Ricoeurja, v dinamiki med človekom kot biološkim organizmom, kar bom v nadaljevanju imenoval topos, in subjektom, ki z razumom posega po univerzalijah. To bom imenoval logos. Kot sam razumem, prav ta relacija topos-logos določa nekakšno vrednostno točko, rekel bi mejo med dobrim in zlim, vseh človekovih delovanj v realnosti. Da bi namreč logos in topos vodila k dobremu in potrjevala življenje, se morata nekako ujeti. In takrat, ko se pride do nečesa, kar s filozofom Georgem Steinerjem lahko imenujem odgovornost oziroma odgovornost. Kot že sama ta dvojni naglas pove, ima po Steinerju ta odgovornost nekako dva neposredno povezana vidika, na katere dva se bom nekako predvsem osredotočil. Prvi je komunikacijski vidik, torej odgovornost, ki zavezuje k interakciji ali korespondenčnosti. V tem smislu odgovornost pomeni odzivnost, torej odgovornost. Telo odgovarja, se odziva na duha, duh se odziva, odgovarja telesu. No, prav ta odzivnost pa nujno implicira, po mojem mnenju, tudi etični akt dobre interakcije, torej odgovornosti, se zahteva previdnost in upoštevanje drugega, ki mu odgovarjamo in nas zato zavezuje k temu, da v komunikaciji eksistenco drugega potrjujemo, kar pomeni mu delamo dobro in je ne uničujemo, mu ne delamo zlega. Ta drugi se seveda v realnosti javlja na najrazličnejših ravneh. Na intersubjektivni ravni je to telo v odnosu do duha, na intersubjektivni ravni je to drugi jaz v odnosu do mojega jaza, na kozmološki ravni je to narava v odnosu do družbe. Kaj tako razumevanje realnosti in odgovornosti pomeni, se mi zdi postane posebej razvidno, ko premislimo svet, v katerem tega ni. In to je svet ne realnosti, ampak virtualnosti. Če je za realnost bistvena ravno ta koeksistenca logosa in toposa, pa je za virtualnost značilno, da eden izmed njiju, ponavadi je to topos, umanjka. Torej, virtualnost je potem nekakšen utopičen svet čistega logosa, v katerem se duhovno ne more preverjati v telesnem in se zato odgovornost ne more razviti. Zato po virtualnosti posledično ni mogoče delati niti dobro, niti slabo. Kot pač čisto očiten primer so to seveda računalniške igrice, kjer ni telesnosti, zato v njih človek lahko načeloma brez nekih moralnih zadržkov počne stvari, ki jih v realnosti seveda nikoli ne bi smel. Na primer, v skrajnem smislu ubija.
V virtualnosti torej načeloma nikomor ni mogoče niti pomagati, niti mu ni mogoče zares škodovati. Seveda, virtualnost lahko vpliva na realnost in obratno, človek lahko virtualnost podredi logiki realnosti. To stori takrat, ko jo skuša verificirati, ko torej skuša nek virtualni logos vzpostaviti v relacijo odgovarjanja z nekim realnim toposom. Takrat postane svet virtualnosti bolj ali manj uspešen model realnosti. Najbolj tipičen primer tega se mi zdi razlika med računalniško igrico in simulatorjem, kakršen je na primer simulator letenja. V računalniški igrici lahko delujemo neodgovorno, v simulatorju pa pač ne, ker se tam ravno učimo nekakšne odgovornosti za realnost. No, skratka, vsa delovanja v realnosti morajo teči nekako skladno s to odgovornostjo med duhovnim in telesnim, med jazom in drugim, med družbo in naravo, če naj sledijo te naravnanosti človeka k dobremu. Seveda pa so k temu skupnemu cilju usmerjena na različne načine. In na tem mestu, kot rečeno, mene seveda zanima predvsem usmerjenost likovne umetnosti, pri čemer smatram, da je mogoče tako razumevanje aplicirati tudi na vse ostale umetnosti. Interakcijo med logosom in toposom v likovni ustvarjalnosti je po mojem mnenju nekako najlažje ponazoriti s pomočjo zopet enega Aristotelovega koncepta, to je praksis, ki znotraj precej znane trojice teorija tehne praksis konceptualizira eno izmed treh oblik človekovega delovanja v svetu. Ta del bo mogoče malo nenavaden, zato ker ponavadi se umetnost povezuje s tehne, ne pa s praksis v tej trojici. V odnosu do praksis želim ponazoriti, kar smatram za ključno izobraževalno in vzgojno vlogo umetnosti. Čeprav je praksis sicer bolj poznana po povezavi z etično in politično odgovornostjo, pa svojega temelja primarno nima v njej, pač pa v tistem, kar sem imenoval komunikacijska odgovornost, ki šele na to implicira tudi etičnost. Če se namreč kot smoter teorije postavlja od toposa osvobojen logos, ter kot smoter tehne spretnost brez logosa, pa je za praksis bistveno svobodno delovanje, s katerim človek spreminja svet v neposredni interakciji logosa in toposa. Praksis zato ne izhaja iz nekega fiksnega vnaprejšnjega koncepta teorije, ki bi obstajal pred samim načinom telesnega dela, pač pa izhaja iz neke problemske situacije, nekakšne kreativne pobude, ki človeka vzpodbudi k delovanju, pri čemer pa, in to je tisto, kar je bistveno, sam proces telesnega dela vpliva nazaj na mišljenje. Praktične modrosti torej ne zagotovi vnaprej neka teoretična dogma, pač pa se oblikuje v skladu z naravno odgovornostjo v teku same praksis. Gre torej za kontinuirano in spiralno spenjajočo se interakcijo med mišljenjem in delovanjem, med logosom in toposom, v kateri se ravno v tej skupni interakciji duha in telesa gradi nekakšna življenjska modrost. Zato Aristotel na določenih mestih to praktično modrost imenuje tudi preudarnost, izkušenost in celo vrlina. Vrlino imamo namreč lahko le tako, da jo neprestano izvršujemo. Ne moremo imeti samo načelno, ker ni načelna karakterna značilnost osebe, ki jo ima, pač pa značilnost delovanja, ki ga mora subjekt izvajati, da ima vrlino. No in kot sam razumem, prav tako naravno odgovornost po mojem mnenju sprejema tudi likovni umetnik, ko likovno deluje. Ali pa bi rekel, bi moral, ne. Za likovno modrost je namreč po mojem mnenju še posebej značilno, da zahteva takšen dialog med mišljenjem in delovanjem, v katerem se misli in sredstva šele vzajemno informirajo. Večina si na načelni ravni sicer zmožna zamisliti marsikaj, tudi ko je to potrebno nekako spraviti v materijo, se stvar seveda pogosto zalomi. Bistveno za likovnika pa je ravno to, da naredi ter svoje zamisli, ideje in koncepte verificira in preoblikuje v telesnem delu. Slikar in likovni teoretik Milan Butina je zato nekoč dejal, slikar likovno misli samo ko slika. Nekaj podobnega je izrazil tudi moj prijatelj Boštjan Temniker, ko je rekel, takrat, ko ne slikam, se ne morem imeti za slikarja. Tako kot seštevek duha in teleša še ne da človeka, tako tudi seštevek ideje in materijala še ne da slike, pač pa se ta rodi v nekakšnem oblikotvornem procesu kot neka obveza k medsebojni odgovornosti duhovnega in telesnega. Za likovno ustvarjalnost je torej bistveno ravno to, da v njej telo ni samo neko nujno zlo, ki zamisel tehnično izvede, niti ni samo nekakšen izoliran gon, ki blodi po svoje, pač pa da nastaja le v tem napetostnem polju med duhovnostjo in materialnostjo. Duh in telo tako lahko le v medsebojnem oplajanju generirate oblike,
ki si jih vnaprej ne bi mogel niti slučajno zamisliti, niti jih telo brez uma ne bi moglo artikulirati. To pomeni, da telesno delo za likovnega umetnika nikoli ni samo tehnično sredstvo, pač pa je nekakšen podaljšek možganov, nekakšno mišljenje telesa, ki lahko ravno zaradi tega neposrednega stika z materialom odkrije in spozna marsikaj, česar sam po sebi ne zmore. Tako da bi lahko v bistvu rekel, da likovna umetnost nekako po svoji notranji naravi obvezuje človeka k odgovornim odločitvam, ki jih mora sprejemati, da bo pravilno uskladil duhovno in telesno delo, ter na ta način potem dosegel sintezo, ki bo lahko navdušila gledalca. Če take obveze k odgovornosti likovni umetnik ne uresničuje, producira ali zgolj konceptualne sofizme na eni strani, ali pa zgolj nekakšne metjejske formalizme na drugi strani. No, takšna obveza k odgovornosti po mojem mnenju vodi likovno prakso k nekakšni zmernosti ali umestnosti, ki jo je kot temeljno značilnost praksis prepoznal že Aristotel. Moder človek namreč ni tisti, ki bi bil bolj pameten ali pa tisti, ki bi bil bolj spreten, pač pa tisti, ki se zna v nekih posameznih življenjskih izzivih odzivati v skladu z naravno odgovornostjo duha in telesa. Zato Aristotel pravi tisti, ki zna razviti izkustvo vmes. Po mojem mnenju na enak način tudi dobra umetnina ni tista, ki bi bila najbolj konceptualno dovršena, niti tista, ki bi bila najbolje tehnično proizvedena, pač pa tista, v kateri se uspeta konceptualni in tehnični vložek, ne glede na njuno posamično izjemnost, nekako vzajemno oplemenititi. Če precej parodiram, bi lahko rekel, da smo na eni strani, torej da smo lahko krati neumni in štorasti, pa bomo razvili izjemno praktično modrost in ustvarjali velike reči, če bomo ti dve nepravčisleni lastnosti znali razviti v neki vzajemni odgovornosti mišljenja in delovanja. No, šele taka naravna odgovornost pa na to implicira tisto etično odgovornost, ki običajno sicer pripisujemo praksis. Korespondenčnost med logosom in toposom se na intersubjektivno raven prenese kot korespondenčnost med mano in tabo. In čeprav se mogoče na nek prvi pogled zdi seveda likovna ustvarjalnost precej, mogoče sploh v današnjem času, oddaljena od take etične zaveze, pa po mojem mnenju, in prav to bi jaz želel nekako posebej izpostaviti, opozarja ravno na to njeno bazo v naravni odgovornosti. Zato sam osebno prav likovno umetnost, pa na nek način tudi umetnost na splošno, vidim kot nekakšno paradigmo odgovornega delovanja v realnosti. In če pogledamo z tega stališča, tudi ni nenavadno, da so mnogi likovni umetniki poudarjali vselej tudi ta občečloveški in etični vidik likovne ustvarjalnosti kot nekakšen naravni odraz njihove likovne zavesti. Naprimer Van Gogh, ko pravi, bolj kot premišljujem, bolj se mi zdi, da ni nič bolj umetniškega kot ljubiti druge. Ker morata biti seveda vzgoja in izobraževanje vselej odgovorna, v tem se verjetno vsi strinjamo, želim zato nekako opozoriti prav na te, bi rekel, vzgojne in izobraževalne konsekvence takšnega razumevanja umetnosti kot praksis. Ker je umetnost v svojem bistvu odgovorna dejavnost in s tem v jedru etična, se je potrebno zavedati neke ključne vzgojne vloge, ki jo lahko ima. Marsikdaj se nam namreč v življenju zdi, da so nam stvari v glavi že povsem jasne in jih moramo samo še spraviti ven z rokami. V resnici pa se vselej izkaže, ko se s temi idejami praktično soočimo, da nam v glavi ni bilo jasno še prav nič. Šele praktična artikulacija nas namreč z nedorečenostjo vsebin samih po sebi sooči, hkrati pa nam da možnost, da zamišljene vsebine, ki so zgolj nekakšne meglice, razvijamo in zares izgradimo. In po mojem mnenju nas ničesar bolj, tista stroka, ki nas to nekako najbolj v jedru lahko nauči, se mi zdi prav likovna umetnost. Zato bi lahko rekel, da prava umetnost vzgaja za odgovornost v kar najbolj temeljnem smislu. Človeka uči, če parafraziram svojega mentorja, kot je bilo omenjeno, Jožefa Muhoviča, kako naj homo faber dopolnjuje homo sapiensa na ta način, da mu ničesar ne odvzema, ampak mu dodaja pomembno dimenzijo vstopanja v stvarni svet, se pravi dimenzijo neposredne praktične verifikacije duhovnih spoznanj in dimenzijo konstruktivnega preoblikovanja sveta. Zdaj, za konec bi želel to svoje videnje umetnosti kot nekakšne vzgoje za odgovornost povezati svojo izkušnjo na škofijski gimnaziji, ker sem bivši dijak
in ker je pač tema simpozija dialog med vero, znanostjo in umetnostjo, bi se želel navezati prav na to trojico. Zame osebno, ko gledam nazaj, dobi ta dialog med vero, znanostjo in umetnostjo, kot se izvršuje oziroma kot se udejanja na Škofijski gimnaziji, prav poseben pomen. Čeprav smatram, da so k taki vzgoji za odgovornost poklicane prav vse stroke, ne samo umetnost, torej vse od znanosti do umetnosti, se vsi verjetno strinjamo, da to svojo poklicanost večinoma, vsaj v sodobnem svetu, precej težko razumejo, ker ne vidijo smotra, zakaj bi to sploh počele. Tako znanost kot umetnost večkrat ne vidita ali pa ne želita videti, kaj bi jo k odgovornosti sploh zavezovalo. Človeško življenje samo po sebi zanjo ni vedno dovolj zavezujoče. Zato smatrata, da je mogoče vse in da se lahko vse privoščita. Tukaj pa ima seveda vera ključno vlogo. Ker njen temelj ni kantovska brezinteresna odgovornost zaradi odgovornosti same oziroma potrjevanja življenja zaradi življenja samega, kar bi bilo sicer lahko povsem dovolj, pač pa odgovornost, ki služi potrjevanju življenja na temelju zaupanja v Boga in v večno življenje, ima seveda katoliška vera ključno vlogo pri krepitvi zaveze različnih strok k odgovornosti. Zame osebno predstavlja vera, ki sem jo dobil v družini, seveda življenjski okvir. Tisto, kar mi je pa Škofijska gimnazija nekako dala, je pa to, da sem začel to osebno vero doživljati tudi kot neke vrste poklicni temelj, kot neke vrste vezivo, ki različne stroke od znanosti do umetnosti potrjuje v odgovornem delovanju. In ker, kot je bilo omenjeno, sem danes nekako strokovno aktiven na 3 različnih, ampak povezanih področjih, v znanosti, umetnosti in pedagogiki, smatram, da je bil seveda vpliv Škofijske gimnazije za mojo poklicno odgovornost v tem smislu precej odločilen. Tega se danes še precej bolj zavedam, ker kot pač univerzitetni pedagog spoznavam, da takšna zaveza k odgovornosti, ki jo Škofijska gimnazija spodbuja, ni niti slučajno tako samoumevna tudi na drugih izobraževalnih inštitucijah. Dobro. Hvala lepa.